Industrija videoiger je v krizi. Tisoče delovnih mest je ukinjenih, projekti vredni $200 milijonov so odpovedani. Za zaprtimi vrati so direktorji v paniki. Toda v majhni pisarni v Bellevue 360 ljudi zasluži več denarja kot celotna delovna sila podjetja Electronic Arts skupaj. Oni ne samo zmagujejo, spreminjajo način, kako mislimo, da bi morala delovati sodobna podjetja. In če imajo prav, se celotna igralniška industrija ne le bori, temelji na laži. Prvo poglavje. Duh v stroju. V prvi polovici leta 2024 je izginilo 11.000 delovnih mest v 10 največjih javno kotirajočih podjetjih za videoigre. Microsoft je zaprl Arcane Austin. Tango Gameworks je izginil skoraj čez noč. Embracer Group je zaprl cele oddelke po vsem svetu. Njihova reorganizacija je odpustila več kot 4.000 zaposlenih in zaprla 44 studijev. Tudi Sony ni bil izjema. Notranja reorganizacija je prizadela njihov PlayStation ekosistem, saj so bili studiji tiho zaprti ali vključeni drugam. Po celotni industriji je bil vzorec enak. Zdelo se je, da ni bil nihče imun, razen enega zasebnega podjetja v zvezni državi Washington. Število zaposlenih pri Valvu je ostalo med 330 in 360 ljudmi. Ni bilo odpuščanj ali množičnih zaposlovanj, prav tako ni bilo četrtletne drame. Številke potrjujejo status podjetja Valve. Samo Steam je leta 2025 ustvaril več kot $16 milijard prihodkov. Celotno poslovanje naj bi preseglo $17 milijard. Če to številko delimo z njihovim majhnim številom zaposlenih, pride na zaposlenega skoraj 50 milijonov. Microsoft s svojim operacijskim sistemom, oblačnim imperijem in Xboxom skupaj ustvari približno $1.240.000 na zaposlenega. Pri Valve je ta številka 40-krat višja. Sodni dokumenti iz protimonopolne tožbe leta 2021 so razkrili še nekaj bolj neprijetnega za preostalo industrijo. Povprečen zaposleni pri Valve je letno zaslužil skoraj $1,3 milijona. Ta podatek sega nekaj let nazaj. Ta številka je danes skoraj zagotovo še večja, vendar to ni le zgodba o plačilu in tudi ne o sreči, kajti če pogledate pobliže, razlika ni v uspešnosti, temveč v strukturi. Javna podjetja za igre, vezana na pričakovanja vlagateljev, so med pandemičnim razcvetom napihnila število zaposlenih. Zaposlovala so agresivno, nato pa prav tako hitro odpuščala, ko se je trg obrnil. Ko so se stvari poslabšale, niso le prilagodili. Ljudi so odpuščali v valovih. Valve ni sledil temu ciklu. Njihova raven zaposlenih deluje kot trda zgornja meja, ne kot cilj rasti. To je struktura, ki ostaja znotraj svojih meja. Kaj to pove o preostali industriji? $200 milijard vreden sektor iger že desetletja zagovarja rast. Večji studiji, ekipe in proračuni. A ta pristop je morda bolezen, ne zdravilo. Prvi dokazi prihajajo od edinega podjetja, ki noče sodelovati v tej igri. Drugo poglavje. Čudež trženja brez dolarja. V sodobnih AAA igrah proračuni niso več samo veliki, postajajo ekstremni. Sonyjev Concord je postal eden najjasnejših primerov tega. Poročila so ocenjevala razvojno pogodbo na več kot $200 milijonov. Nekatere ocene ta znesek postavljajo bližje 400 milijonom in to še ne vključuje trženja, stroškov prevzema studija ali zagonske kampanje. V razvoj je šlo 8 let. Studio, ki stoji za tem, Firewalk, je Sony v celoti kupil aprila 2023. Močno so stavili na Concord kot svojo naslednjo veliko uspešnico s stalnimi vsebinskimi posodobitvami. Na dan, ko je Concord išel na Steamu, se je pojavilo 697 igralcev. Naslov je prodal skoraj 25.000 izvodov, Sony pa ga je 14 dni kasneje umaknil iz prodaje in vsem, ki so plačali, vrnil denar. Sony je 2 meseca kasneje popolnoma zaprl Firewalk. Leta dela, stotine milijonov kapitala, vse je bilo izbrisano v nekaj mesecih. Približno v istem času je Valve na Steam dodal projekt z imenom Deadlock. Bil je samo na povabilo. Ni bilo predstavitvenega napovednika, nobene predstavitvene turneje ali ekskluzive za IGN. Pravzaprav sploh ni bilo marketinškega proračuna. Recenzente, ki so želeli pisati o tem, so prosili, naj tega ne storijo. Novica se je širila prek Discord strežnikov. Septembra 2024 je Deadlock dosegel vrh s nekaj več kot 171.000 sočasnimi igralci. Concord je Sony stal približno $287.000 na največjega sočasnega uporabnika. Deadlock, Valve ni stal praktično nič. Vzorec se razteza tudi onkraj teh dveh naslovov. Helldivers 2 je izbruhnil v začetku leta 2024 skoraj izključno od ust do ust. V samo 3 mesecih je prodal več kot 12 milijonov izvodov. Večina trženja so bili organski mini o izmišljenem planetu z imenom Malevolent Creek.
Manor Lords, ki ga je v veliki meri ustvaril en sam poljski razvijalec, je v prvih 3 tednih prodal več kot 2 milijona izvodov. Igra skorajda ni imela oglaševalskega proračuna, temveč je uspeh temeljil izključno na zagonu skupnosti. Ali ogromni stroški za trženje dejansko odvrnejo igralce, ki si jih te igre želijo? Ko je Sony za promocijo igre Concord porabil toliko kot BDP majhne otoške države, je njihova ciljna publika v resnici slišala nekaj drugega. Slišali so, to je korporativno in zelo se trudi. Pravo zanimanje ne raste iz oglasnih panojev, raste z navdušenjem in priporočili. Valve je svojo celotno strategijo zgradil prav na tej ideji. Dostop si je treba prislužiti, ne kupiti. Jasno je, da to deluje. Manjši studiji so že začeli posnemati ta pristop. Model lansiranja, podprt z oglaševanjem, umira. Končno se je izkazalo, da nekaj boljšega res deluje. Tretje poglavje. Anomalija produktivnosti. Najbolj nenavadno pri Valvu ni to, kar izdajo. Nenavadno je, kako usklajeno vse deluje. Vzemimo Counter-Strike 2. To ni bila zgolj nadaljevanje. To je pomenilo popolno selitev na pogon Source 2, prenovljen sistem osvetlitve in popolno prenovo omrežne kode za najbolj igrano tekmovalno streljačino na svetu. In potem je tu še strojna oprema. Steam Deck OLED ni bil zgolj osvežitev. Bila je nova različica prilagojene prenosne strojne opreme, zasnovane okoli samega ekosistema Steama. Tudi njihova starejša dela se s časoma še vedno obnašajo enako. Half-Life Alyx ostaja merilo za sodobno VR še leta po izidu. Vsak del se na prvi pogled zdi ločen, vendar skupaj ne delujejo kot osamljeni projekti. Obnašajo se kot enoten sistem, ki se nikoli zares ne ustavi. In vse to poganja približno 360 ljudi hkrati, pa upravljajo največjo digitalno trgovino na PC-ju in vodijo več največjih iger kot storitev na svetu. Zdaj to primerjajte s standardom v industriji. Pri Microsoftu, EA ali Activisionu ni nenavadno, da ena sama AAA uspešnica zahteva večje ekipe kot celotna delovna sila pri Valvu. In tudi s temi viri imajo te ogromne igre še vedno velike zamude. Kako? Odgovor je preprost. Valve si nenehno kopiči prednosti. Vsak projekt temelji na nečem, kar že obstaja. Counter-Strike 2 ni potreboval ustvarjanja občinstva, podedoval ga je, oblikovanega skozi 2 desetletji. Deadlock ni potreboval reševanja plačil ali distribucije, Steam je to že urejal. Steam Deck ni potreboval ustvarjanja programske ekosistema iz nič. Proton je že opravljal glavno delo. Nič se ne začne iz ničle. In prav zaradi tega Valve ne povečuje svoje ekipe tako kot druga podjetja. Po zasnovi ostaja majhna. Ni birokracije v sejni sobi, ni popravkov na podlagi fokusnih skupin ali pregledov delničarjev. Manjše ekipe, ki vlečejo v isto smer, pogosto premagajo večje pogosteje, kot si ljudje mislijo. In nasprotno je vredno opaziti. Ko podjetje napove, da bo zaposlilo na tisoče novih razvijalcev, se to lahko sliši kot napredek, vendar to ne pomeni vedno hitrejše izdaje izdelkov. Včasih je ravno obratno. V nekaterih primerih to lahko pomeni počasnejše rezultate kasneje. Četrto poglavje. Senca hierarhije. Obstaja izpiljena različica podjetja Valve, ki se pogosto pojavlja v tehnoloških člankih. Ravna hierarhija, mize na koleščkih. Priročnik za zaposlene, ki obljublja, da se lahko pridružiš kateremukoli projektu, ki te najbolj navdušuje. To je odlična zgodba, vendar je le polovična resnica, vsaj za tiste, ki so tam delali. Ocene na Glassdoorju in pripovedi nekdanjih zaposlenih opisujejo nekaj, česar brošura ne omenja. Kabal. Ne v zarotniškem smislu, ampak obstajajo dolgoletne skupine višjih inženirjev, oblikovalcev in ekonomistov. Tiho odločajo, kateri projekt bo financiran in kateri bo postavljen na stranski tir, kateri novi zaposleni bodo vključeni in kateri izločeni. Nekdanji zaposleni je družbeno dinamiko primerjal s srednješolsko jedilnico z močjo odločanja o proračunu. Drug zaposleni je opisal, da je bil tehnično svoboden delati na kateremkoli projektu, vendar ni mogel nikogar prepričati, da bi sodeloval pri projektu, ki si ga je izbral. Tudi brez uradnih nazivov v podjetju še vedno obstaja moč. Plača se lahko močno spreminja glede na dojemanje med sodelavci. Sodelavci ocenjujejo drug drugega, na podlagi tega pa se določajo bonusi ali vpliv. Če nekdo ne zna razbrati nenapisanih pravil okolja, ponavadi ne zdrži dolgo. Svoboda je resnična, a prav tako tudi pritisk, ki jo spremlja. Za ljudi, ki se v takem okolju dobro znajdejo, Valve ponuja nenavadno veliko avtonomije in izjemno plačilo. Za tiste, ki se ne, pa do odhoda običajno pride hitro. Borzna družba v takšni kulturi nikoli ne bi preživelo. Vmešale bi se ekipe za skladnost in kadrovsko službo, sledila bi množica skupinskih tožb. Intenzivnost, zaradi katere je ekipa pri Valve uspešnejša od pričakovanj, ne deluje znotraj pravil borznih družb. Sistem deluje, vendar ne na čist idealističen način, kot to nakazuje mitologija. Pod površjem je prisotna ostrejša plat.
Če bi trdili drugače, bi prezrli ljudi, ki so morali v tem sistemu dejansko živeti. Toda ta model dokazuje nekaj, glede česar je preostala industrija postala lena. Zaposlovanje majhnih ekip res dobrih ljudi, ki se ujemajo s kulturo, je boljše kot zaposlovanje na veliko samo zato, da zaposluješ na veliko. Nihče ne pravi, da morate posnemati te klike. Prava lekcija je enostavnejša. Zniževanje standardov pri zaposlovanju zaradi hitre rasti tiho škoduje podjetju. Podjetje, ki ostaja majhno namenoma, zaposluje previdno. To ščici tisto, zaradi česar podjetje deluje. Takšno podjetje morda naredi več za svoje ljudi kot tisto, ki je potrojilo svojo ekipo, da bi dobro izgledalo na LinkedInu, še posebej, če je polovica teh ljudi 2 leti kasneje izgubila službo. Postavitev daje prednost manjšemu, zahtevnejšemu podjetju. Zaposleni so dejansko bolje plačani in produktivnost se poveča. Ali to kot posel deluje, ni več predmet razprave. 5. poglavje. Pasivno cesarstvo. A prava velikost podjetja Valve ne izhaja iz prodaje iger. Steam vzame delež od vsake igre prodane na platformi zgodovinsko okoli 30%, pri večjih založnikih pa se ta delež zmanjša. To samo po sebi je ogromen posel, a to je le površinska plast. Obstajajo tudi tržnice za predmete v igrah, še posebej v Counter-Strike 2 in Dota 2. Igralci trgujejo z orožji, preoblekami, obeski in kozmetičnimi predmeti v količinah, ki bolj spominjajo na finančne trge kot na ekonomije v igrah. In Valve vzame 15% od vsake transakcije. Samo ekonomija zabojev in preoblek v Counter-Strike je leta 2023 ustvarila več kot $1 milijardo. Prihodek prihaja ne glede na to, ali Valve izda novo vsebino ali ne. V času največje aktivnosti naj bi samo tržnica ustvarila resne prihodke, včasih celo več kot celotni letni zaslužek srednje velikih založnikov. In nič od tega ne prihaja iz izdaje nove igre. Strateška korist je ogromna. Večina podjetij za igre je obtičala. Vsako četrtletje morajo izdati nekaj novega, samo da lahko plačajo račune. Valve tega ne počne. Njihovi sistemi ustvarjajo nekaj podobnega kot trajno finančno osnovo, kar jim omogoča eksperimentiranje, ustavljanje ali prekinjanje projektov in čakanje desetletje, če želijo. Nimajo pritiska, da bi morali izdati nadaljevanja. Lahko si privoščijo čakati, dokler ni nekaj res zanimivo. Primerjajte to z založnikom, ki vsako četrtletje porabi stotine milijonov. Njihovi upravni odbori zahtevajo napredek pri več projektih iger kot storitev, hkrati. Razlika ni le v obsegu, ampak tudi v prostoru za dihanje. Zakaj torej Valve ni šel po poti Microsofta in kupil vsakega studija, ki ga vidi? Prav zadržanost je del njihove strategije. Prevzemi te prisilijo, da združiš različne kulture in povečaš število zaposlenih. Odprejo nova pravna tveganja in upravljavske težave, ki se jim je Valve poskušal izogniti zadnjih 30 let. Javna podjetja, ki ženejo zahteve po dividendah ali delničarji, skoraj vedno porabijo presežek denarja za nekaj. Valve preprosto pusti, da se denar kopiči in ga vloži v nekaj, kar jih pritegne. Prava neodvisnost pomeni, da imaš lastno distribucijo, ne pa da jo najemaš od nekoga drugega. Kaj torej to pomeni za studije, ki so obtičali v trgovinah, ki niso v njihovi lasti? Odgovor ni najboljši, vendar pa takšen okvir stvari precej bolj razjasni za vsakogar, ki poskuša ugotoviti, kje so dejanske prednosti. Poglavje 6. Desetletna stava. Večina ljudi se spomni, da je Steam Deck izšel leta 2022 in postal uspešnica. Kar se pogosto pozabi, pa je vse, kar je temu predhodilo. Polna različica SteamOS je bila končno izdana skupaj s prvimi komercialnimi Steam Machines konec leta 2015. Samostojni krmilniki so do sredine leta 2016 prodali le 500.000 enot, dejanske konzole pa so se prodajale še veliko slabše. Celoten projekt je izgledal kot polomija, običajno podjetje bi ga ukinilo. Google je lansiral Stadia leta 2019 in jo pokopal že 3 leta in pol kasneje. Amazonov Crucible je zdržal komaj 6 mesecev. Valve ni ukinil SteamOS, ohranili so ga pri življenju. Zgradili so Proton, programsko opremo, ki omogoča, da Windows igre tečejo na Linuxu, ne da bi moral razvijalec karkoli narediti. Deli te programske opreme so naredili odprtokodne za vse. Neneno so izboljševali Linux v ozadju s svojimi prispevki. Najpomembneje pa je, da niso hiteli. Skoraj desetletje je vse skupaj izgledalo kot drag stranski projekt. Potem, 25. februarja 2022 je izšel Steam Deck. Ni se samo prodajal, ustvaril je povsem novo kategorijo. Nenadoma je desetletje dela na Linuxu postalo temelj strojne ekosistema, ki je začel spodkopavati Microsoftov nadzor nad PC igrami.
Predpostavka, da lahko resne igre preživijo samo na Windowsu, se je začela rušiti. Vsak od teh nakupov je PC igranje še bolj oddaljil od Microsoftovega starega modela prihodkov. Delovalo je tako dobro, da so se konkurenti začeli truditi in poskušali dohiteti prihodnost, ki jo je Valve začel graditi že leta prej. Asus, Lenovo, MSI in drugi so takrat razvili svoje lastne ročne igralne naprave z operacijskim sistemom Windows. Tega ne moreš narediti kot borzno podjetje. Delničarji ne bi želeli razmišljati o tem, da bi 10 let gradili operacijski sistem. Želeli bi videti številke v stolpcu dobička. Valve te težave nima. Gabe Newell naj bi imel v lasti več kot 50% podjetja. To samo po sebi spremeni vse. Ni upravnega odbora, ki bi pritiskal za drugačno smer. Ni pritiska, da bi morali pokazati kratkoročne uspehe na račun dolgoročnega dela. Odločitve ni treba, da so videti dobre v naslednjem finančnem poročilu. Pomembno je le, da imajo smisel tudi čez leta. Potrpežljiv kapital, kadar se dejansko uporablja potrpežljivo, premaga kratkoročni kapital za več dolžin. To sploh ni pošten boj. Podjetja pod nadzorom, ustanoviteljev, delnice dveh razredov in ostati v zasebni lasti so morda edini načini, da dolgoročna igra uspe. Ljudje zdaj začenjajo opažati, ker se večina teh struktur zdaj pojavlja v tehnološkem sektorju. Načrt je zdaj dovolj jasen, da ga lahko kopiramo. Poglavje 7. Zadnji vratar. Valve trži Steam kot odprto platformo. Kdorkoli z razvijalskim računom in $100 lahko objavi igro. Trgovina se slavno noče ukvarjati s kuriranjem, namesto tega naj bi trg odločil, kaj bo uspešno. To stališče jim je prineslo naklonjenost neodvisnih razvijalcev za celo generacijo. A to ni celotna zgodba. Steamov priporočilni algoritem tiho zakoplje na tisoče iger z malo truda vsako leto. Priporočilni mehanizem odloča, katere igre bodo prikazane katerim uporabnikom. Igre, ki so le prepakirane z obstoječimi sredstvi, so zakopane. Tudi nizkokakovostne igre, ustvarjene z umetno inteligenco, ki so preplavile vse večje trgovine, so zakopane. Valve zdaj zahteva razkritje za vsebino, ustvarjeno z umetno inteligenco, in vsaka igra, ki krši osnovna pravila kakovosti, je takoj prepovedana. Torej, ideja, da Steam ni kuriran, pravzaprav ne drži. Je kuriran, le ne na očiten način. To postavi Valve v težak položaj. Veliko pridobijo s tem, da jih vidijo kot prijatelja neodvisnih razvijalcev, kot platformo, ki pusti trgu, da pove svoje. A hkrati morajo to platformo tudi zaščititi, sicer se trgovina utopi v 50.000-letnih izdajah brezvezne drag and drop navlake. Ta dva cilja nista povsem združljiva, zato Valve naredi nekaj, česar podjetja, ki kotirajo na borzi, ne morejo. Sklenejo tih, praktičen kompromis. Sprejmejo manjši udarec, da izpadejo nekoliko hinavsko, nato pa gredo naprej. Ali ščitijo ekosistem, ali so vratar, ki odloča, kateri razvijalci bodo lahko preživeli. Verjetno oboje. Obseg platforme je tisti, ki je sploh omogočil poplavo nekakovostnih iger. Samo leta 2025 je na Steam prišlo več kot 20.000 iger. Valve je prav tako zgradil sisteme, ki aktivno oblikujejo, kako to rangiranje deluje. Ni naključno, je strukturirano. Celoten sistem je neurejen, a ohranja občutek odkrivanja na Steamu. Še vedno se zdi, da se igre lahko prebijajo same od sebe, tudi ko trgovina tiho filtrira, razvršča in izpostavlja tisto, kar pride na vrh. Medtem ko se novejše trgovine spopadajo z enakim porastom količine vsebin, se Steam ne, prilagaja se. Takšna vrsta moderiranja je morda edini način, da platforme te velikosti obstanejo, ne da bi postale strogi založniki ali kaotična odlagališča. Valve je pokazal tretjo, bolj neurejeno pot. Seveda, to se ne ujema povsem z njihovo lastno promocijo, ampak deluje. 8. poglavje. Preobrat. Nobena od teh stvari nima pravega smisla, če jih gledamo ločeno. Valve izda več kot njihovi konkurenti, pa imajo le delček njihove ekipe. To počne brez trženja, goji kulturo, ki ne bi preživela javnega lastništva, a kljub temu dosega rezultate, ki delujejo. To ni struktura, ki bi jo posnemali veliki studiji. Vsaka od teh stvari se zdi sama po sebi nemogoča, a ta kombinacija je nekaj povsem drugega. Deluje zato, ker je Valve od prvega dne zavračal igranje iste igre kot vsi ostali. Samo en ustanovitelj, peščica višjih partnerjev in svoboda, da ignorirajo mnenja vseh o tem, kakšno naj bi bilo sodobno tehnološko podjetje. Večina poročanja o Valve to obravnava kot nekaj nenavadnega, vendar je v ozadju jasnejši vzorec. Veliko tega, kar se zdi normalno v velikih podjetjih, obstaja samo zaradi zunanjega denarja. Četrtletno poročanje, prevzemi, veliko število zaposlenih, visoki stroški za marketing. Nič od tega ni nujno potrebno za izdelavo ali distribucijo programske opreme. Majhna skupina ljudi, ki gradi tisto, kar si dejansko želi graditi, z dovolj denarja, da si lahko vzame čas.
To je tisto, zaradi česar se zdi nenavadna. Zakaj? Ker so se vsi ostali tako navadili na obstoječe stanje, da so pozabili, da je ta možnost sploh obstajala. Poglavje 9. Suverena država. Valve v resnici ni podjetje v običajnem pomenu besede. Obnaša se bolj kot majhna zasebna država. S sedežem v Bellevue deluje po svojih notranjih pravilih, ki zajemajo zaposlovanje, plačne pakete in dolgoročne strategije. Nič zunaj podjetja ga ne sili, da bi se obnašalo po industrijskih normah. In to je ključna razlika. Valve se ne obnaša kot podjetje, ki poskuša zmagati na trgu. Obnaša se kot nekaj, kar je popolnoma izstopilo iz običajnega sistema. In ko ga enkrat vidiš na ta način, odločitve, ki se od zunaj zdijo nenavadne, začnejo dobivati več smisla. Popolnoma posnemati Valve je skoraj nemogoče. Zelo malo ustanoviteljev še vedno ima večinski delež v dobičkonosnem programskem velikanu. Zelo malo kultur je bilo tako natančno oblikovanih skozi 20 let. Njihova prednost je specifična. Lastništvo največje trgovine z igrami za PC na svetu je nekaj, kar lahko doseže le eno podjetje. A iz ostalega se lahko podjetja učijo. Manjši studiji so opazovali razdejanje na borzi in se odločili, da nočejo imeti nič s tem. Poglejte Local Funk, samostojnega razvijalca igre Balatro. Zavračal je ponudbe za odkup in namerno ohranil majhen obseg poslovanja. Ali Sven Vinka pri Larian Studios, ekipi, ki stoji za igro Baldur's Gate 3. Studio vodi že desetletja, ne da bi ga dal na borzo. Pred kratkim so izdali generacijski hit pod svojimi pogoji, potem ko so zavrnili pogodbe z založniki. Nobeno od teh podjetij ne bo postalo Valve, pa tudi ni potrebe po tem. Vsako izmed njih je prevzelo dovolj znanja, da lahko doseže več, kot bi pričakovali glede na svoja finančna sredstva. Njihov skupni uspeh tiho dokazuje, da večje ni nujno boljše. Z videoigrami še ni konec, odpuščanja v industriji se še niso končala. Naslednji val se verjetno že dogaja. Proračuni za AAA igre še vedno naraščajo čez vse meje vzdržnosti, marketinški oddelki pa še vedno vlagajo denar v kampanje, ki jih nihče ni zahteval. Krvavenje se bo nadaljevalo. Nekateri studiji, ki se trenutno zapirajo, so opravljali res dobro delo. Ljudje, ki izgubljajo službe, so si zaslužili več, kot so jim prinesle finančne težave njihovih delodajalcev. A nekje v Bellevue 360 ljudi iz leta v leto potrjuje poanto. Pod drobnogledom niso samo tehnološki velikani, tudi razvoj iger to občuti. Oglejte si, zakaj izdelava GTA 6 traja tako dolgo. Da vidite, zakaj je Rockstar pod tolikšnim pritiskom, da izda igro. Ali pa kliknite na ta video.